Dobro jutro. Poznate vi besedo oprosti, sorči, oprosti, no. Ne? Oprostiti je nekaj velicega, ne? Pa zdaj bomo definirali malo. Kako se nam opravičijo tisti, ki naredijo svinarijo pravzaprav za nalašči svoje lastne potrebe, a ne? In ko ga dobite na laži, na prevari, na dogodku, reče, da je sorry, no. A veš, no hard feelings, ne. Ne jemlji ničesar osebno, no, saj veš, kaj zdaj, ne, sorry. Ampak on dejanji nadaljuje v odnosu do nas, do vas in do vseh ljudi, ki so za njega potencialna hrana. Ne? Energetska hrana, torej potrebujejo oni dramo, potrebujejo štalo, potrebujejo našo reakcijo. Zadnjič sem se z enim pogovarjal, pa me je pripeljal precej daleč, pa sem bil že na meji, da popizdim, pa je rekel, no kar popizdi. In meni kapne stari, pa on tu prav hoče. Ne damo jim tega, mislim, zviti so, res imajo milijoni in en trik, kako nam dvigant dekel, ne. Ampak naša reakcija je ne reagirati, ne, naša naloga je ne reagirati, je pa res, da oni gredo s svojimi provokacijami res ful daleč, mi pa smo pravzaprav na ta način na vsakodnevni preizkušnji, kako bomo reagirali, a znamo se zadržati. Bom rekel, reagirati nenaravno. Pravzaprav naučiti smo se mogli reagirati, kar nam ni naravno. Ok, skratka, oni rečejo oprosti in čao. Zdaj mi pa smo se morali od marsikoga posloviti in marsikomu pravzaprav oprostiti. Valjda, tudi sebi, vsa trapasta dejanja, oprostiti vse, kar smo naredili sebi in drugim. Oprostiti enostavno, to ni zato, da je nekomu drugmu lažje, ampak zaradi tega, da je nam lažje. Zdaj, oprostiti nekomu, ki te je močno prizadel, ne, to je pa zdaj ena druga stvar, kjer pa boste rekli, tole pa še ne morem, tole pa ne bom nikoli oprostil, ne. Zdaj, mi smo rekli, oprostimo, ja, pozabimo, pa ne. In res je, ne pozabljamo in ne moramo pozabiti. Oprostiti pa pomeni samo to, da v bistvu se lahko stvari spominjamo, brez da smo na nekoga ob tem jezni. Ker jeza je izključno znotraj nas, znotraj vsakega posameznika, ki jo ima, goji, vzdržuje, mu je sprovocirana, ustvarjena ali kakorkoli, ampak ta jeza nam nikakor ne koristi. Ne? Mi zdaj ta, bom rekel, gradnjo sebe oziroma podrtje starega sistema, starih prepričanj, starih indoktrinacij, starih vzorcev, bom rekel, znanj, ki smo jih dobili od sistema, governmenta, torej vlad, medijev, indoktrinacijskih procesov, torej šolanje in izobraževanje, vse to moramo podreti. Na drugi strani pa gradimo nekaj novega. Na dnevni bazi se ukvarjamo s tem, da gojimo mir, da gojimo samospoštovanje, da gojimo zaupanje v svoj notranje etično, moralno-etični kompas, da znamo odpuščati in spuščati stvari za seboj in oprostiti vsem stvarem, ki so nas prizadele, nas narobe naredile, nas zapeljale na napačno pot. Torej, probati razmišljati v tej smeri, da se lahko spomnite na nekoga ali na nekaj, kar vas je prizadelo, brez da ste ob tem jezni, užaljeni, prizadeti. Prizadet biti je bila njihova naloga, da nas prizadanejo. V tisti točki, ki je nas najbolj bolela, ki se nam zdi najbolj nepravična, torej igrati se z našo ljubeznijo, z našo močjo, z našimi čustvi, z našo lastno biti. Ker oni svoje lastne biti nimajo in nam jo ne prvoščijo. Zaradi tega po njej toliko
udrihajo in želijo v bistvu nas spraviti na svoj nizek nivo. Korona nam je dala ta, bom rekel, krila za polet, da smo upali stopiti naprej čez vse nepravilnosti, ki smo jih bili deležni strani medicine, strani, bom rekel, naših voditeljev. Nekako smo spoznali, da WHO, torej Svetovna zdravstvena organizacija, nima prav nič z zdravjem, ampak ima vse vzvode za to, da se lahko ona bi poigravala z depopulacijo planeta. Mislim, ravne zemlje sem mislil. To je ta indoktrinacija, tako močna, ne pusti kognitivni čez to, ampak še enkrat moramo začeti verjeti sebi. Tisto, kar vidimo na lastne oči, kar začutimo po svoji lastni logiki in kar je notranji vzgib, mislim, vsak izmed nas, ki smo prestopili iz globiju na flat eartherje, torej se pravi tisti, ki so še vedno močno indoktrinirani v to, da je okrogla. Tudi jaz sem bil enako učen kot vsak izmed nas, da je kugla, da je sonce v sredini in res imam pripravljenih kar nekaj posnetkov, se bom naslednji teden mičken usedel okrog tega, pa vam probal pripraviti tako bolj interaktivno, da si razjasnimo stvari. Ampak nihče izmed nas ni enostavno ali pa čez noč sprejel obliko zemlje, da pač taka, kot nam tumbajo, ni. In da Gaddafija niso ubili, ker je bil baraba. To pa smo ujeli, ne? To pa razumemo, da so se nam zlagali. Razumemo, da so se nam zlagali za varno in učinkovito. Ne moramo pa dohvatiti, da so se nam zlagali za kuglo, ne? Tu pa ne moramo sprejeti v sebe, da se na glavo postavimo. Vsakič posebej vas moram malo podražiti to kuglo, pa mičkam vas spomniti na narcise. Zaradi tega, ker to imamo osnovo, izhodišče. Večkrat sem rekel, osnovni virus je narcizem in kompletno delovanje njega, celoten sistem kot tak, matrica deluje po principu narcizma, večno delati se neumnega s svojimi podlimi dejanji. Žal so svojimi pripadniki, torej brezdušnimi školjkami, roboti in kloni uspeli narediti večino populacije take, kot si jo želijo, a ne? Nas peščica srčnih oziroma teh, ki smo ustrajali pri tem, kaj je prav, pri teh, ki se nismo prodali, peščica nas pa zdaj podera njihovo kompletno shemo, ne? Oni mislijo, da še lahko nas ustrahujejo, da zdaj imajo te neke spet nove viruse napovedane za kao drug teden, ne, kao v Ameriki že po bolnicah vrši, da vrši informacija, šumi, no, da naj se prepravijo, ker drug teden bo pa šus. Verjetno bi to spet mogel biti en dober alarm. Nekako vemo, da imajo v planu oni, ne? Ampak ne spremeni, ker mi se pač njihovih ustrahovanj ne bojimo več, zaradi tega, ker strah je votu, okrog ga pa nič ni. Ustrahovanje je pa enako nič. In ustrahujejo lahko samo tisti, ki v sebi niso močni. Močne osebe niso glasne. Močne osebe so humble, torej tihe, merne, zato ker se zavedamo svoje moči in zavedamo se, da nam nihče nič ne more. Veste, še enkrat, narcis je majhen otrok, noter znotraj sebe, on ve, da dela narobe. Iz malega otroštva je bil odmaknjen in nekako hlepi po pozornosti, vendar zaradi svoje majhnosti smatra, da je vsaka stvar, ki mu jo poveš, za njega napad, za katerega se more braniti. Njemu se zdi, da je vsaka informacija za njega napad, se mu zdi. On ni poslušal besed, on sam čuti napad. Napad zaradi tega, ker ve, da umsko ni sposoben
razumeti, sešteti ovo in se začne braniti in to je napad, še preden mi dojamemo, da v bistvu je nekdo napaden, ker ni bil napaden, ker to ni bil osnovni namen in iz tega dobimo mi pregovor, najboljša obramba je napad. Oni se z napadom branijo, ne? Da ne bi slučajno šli v temo, ki jo oni nimajo, niso osvojili, jo nimajo v programu, jo nimajo v memoriji, zaradi tega se pač oni takoj branijo in napadajo in vozijo temo in vsebino tja, kjer oni stvari poznajo, kjer jim je na teritorij domač in pravzaprav vsakega svojega sogovornika ali pa simpatizerja ali pa žrtvu zvlečejo na svoj nivo, ki ga obvladajo in tle so pa močni, tle pa udrihajo. In čim ga odpelješ ven iz te njegove teme, on spet to razume kot napad in se spet začne braniti. Zato je tak neskončen cikel. No in oni imajo precej iluzij v svoji glavi, za njih so oni najpomembnejši, oni imajo najbolj prav, nihče ne ve več kot vejo oni, čeprav ne vejo nič, ne. Največja iluzija, ki jo pa prenašajo s sabo, je pa ta, da oni smatrajo, da so ljudje. Oni zase smatrajo, da so ljudje in to je njihova največja iluzija. Zapomnite si to in probajte implementirati, ko potujete v dnevu naokrog. V bistvu po svoje so reveži, pa prepotentni so. In zdaj so glih na ni taki hecni vagi, kad človek ne ve, ali bi jih zbrcal, ali bi jih objel. Ne ena, ne druga jim prav dost ne koristi, ne. Ljubezen, kar kaj mečeš v prazno, batine pa niso nikoli spremenile agresije, ne? In ne, brez vsakega nasilja. Zaradi tega pa tudi ta muska v 432 hercih v ozadju ne v nas deva merno gladino, da smo merni, nismo maščevalni, mi smo oprostili stvari, oprostili smo jih zaradi tega, da imamo več lastnega miru, oprostili smo jih zaradi tega, ker smo opustili jezo, bes, mržnjo. To ni naše primarno stanje, to v nas nima kaj početi. In to so njihovi vzvodi, mržnja, agresija, škodoželjstvo, škodoželjnost, prcanje, ustvarjanje kaosa in drame, metanje polen pod noge in tako dalje in tako dalje. Ampak nič ne de, oni takšni kot so in mi to sprejmemo. Mi smo to sprejeli in oprostili, vendar usporedno smo jih dali na stranski ter, torej na drugi breg, ki ni naš breg. In mi se ne moramo identificirati z njimi ured, kot da smo vsi ljudje. Nismo, vsi ne. Ali oni niso ljudje, ali pa mi ne. Ampak v skupno malho zagotovo ne pašamo. Ok, človek z dušo in srcem, ja, in več človekov z dušo in srcem. Srcem so ljudje, smo ljudje, oni pa brez teh parametrov ne morejo biti ljudje. Ali si kolo, ali si pa motor, ali si avto, ali si pa traktor. Ne moč pa reči, tu si smo avti, če si pa traktor. Imam jaz te primerjave, ne? Sem logično kašus, ne? Ok. Tudi z dokazi. No, evo, recimo, tam je tudi dobra. Narcisu, ko nasuješ dokaze. No, dokaz A, B, C, D, E, F, G, H, oni to ne bo šlo. Zdravniki so super. Stroka je super. Kaj zdaj, Turšič, mislim ti? Kaj zdaj vi, teoretiki zarote, ste spet brihtni? Stroka bo pa ja vedela, kaj je dobro zame. Valjda se moram cepati, če pa bo nov virus prehaja, ne? Ampak zanimivo, kako njim verjamejo v laž, ne? Avtoriteta, ne? Oni rabijo avtoritete. Mislim, kakšne avtoritete? Mi govorimo, da gremo z ramo ob rami, bok ob bok, ne? Bog z Bogom, Bog ob Bogu. Oni pa ne, oni pa to njim ni v redu, ker oni razmišljajo, da morajo biti nad nekom, ker to je ful boljš in nad njimi je nekdo, ki ga morajo pač absolutno upoštevati, ne, torej znanost, sodstvo in tako. Mogoče ena taka
Zdaj je bilo v tedniku en tak preizkus, so naredili, nek psiholog je zbral koliko že 14 učencev, študentov in jih dal, ločil v skupino, eni sta zaporniki, eni pazniki, no, in ko je bila zapornikom podeljena ta virtualna moč, so jo izkoriščali do te mere, da so mogli poskus namesto 14 dni, kot je bil plan, prekiniti po 6 dneh, ker so se pazniki tako vživeli v svojo vlogo, da je bilo to že življenjsko nevarno za te, ki so igrali vlogo paznikov. Bila je igra, bil je to poizkus in dokazuje, kam ljudje grejo. Tle pa se meni pojavi vprašanje, ali navidezna moč ljudi spremeni, ali navidezna moč ljudi razgali. Jaz sem nekje prebral, pa se s tem strinjal, da denar ljudi nič ne pokvari. In moč tudi ne. Ljudi, denar in moč razgali, ker takrat dobijo opcijo, da se jim izpolnijo vse njihove želje po maščevanju, vse vrata so jim odprta, da se lahko maščujejo tistim, ki so se z njimi poigravali v mladosti. Zdaj jaz ne vem, z mano so se tudi, jaz sem te stvari pozabil, zaradi tega, ker od njih nič nimam. A veš, negativc pa tega ne pozabi, zato je ful pomembno pri nas, da znamo. Mislim, naš spomin kot tak je pozabljiv. Zaradi tega sem vam večkrat rekel, zapisujte si stvari, ker smo pozabljivi in s tem ni nič narobe. Hvala Bogu, naš pozabi tudi slabe stvari. Hvala Bogu, ker če ne bi bili polni travm, ne? Se pa more ta ipak spomniti, kdo in kaj je nepravilno deloval, kdo vam je roko podal takrat, ko ste jo rabili, in istočasno moramo vsem oprostiti. Nekaj sem imel tle še okrog našega spomina v mislih, zelo dobro bi se poklapalo, če bi mi misel prišla nazaj. Je prišla nazaj, evo jo. Nekako se nam, vsem nam, ki smo v času korone, pa v zadnjem mesecu ali pa v zadnjem letu, prešli nek nivo in rekli, mi se od te družbe odklapljamo, se distanciramo, se z njo ne poistovetimo več, ker se pač nikoli nismo. In nekje nam je strani angelov, galaktikov, univerzuma, entitet, kakor ćemo reči, nam ploskajo in nam čestitajo, da smo kljub temu, da nam je bil vsem ob rojstvu zbrisan spomin, da smo prišli do te točke, da smo skozi življenje držali svoj moralno-etični kompas, nekje sledili srcu in prihajamo do raznoraznih ugotovitev zdaj zadnje čase, ko močno ekspandiramo svoje informativno, logično, raziskovalno delovanje oziroma se poglabljamo. Mi vsi smo zelo napredovali v zadnjem času, močno se informiramo, močno smo spoznali prevare, tudi zaradi tega, ker smo si dovolili iti čez kognitivni stopiti izven okvirjev, v katere so nas učili, nastopili smo ven in rečemo, pa to je cela banana, to je vse narobe. Ja, pa tam pa nima kaj, ne, vse je narobe, samo malo globje pogledaš in vidiš. Pač ta zlobni sistem enostavno puščamo za sabo. Skratka, čestitano nam je zaradi tega, ker smo ves ta čas vzdržali in sledili tistmu, kaj je prav, ne glede na okolico. In kdor misli, da bo imel mir, pa bo vse ok, če bo sodeloval s sistemom, se hudo moti. Vsak, ki bo sodeloval s sistemom, vsak dan šteje. Kdor sistem podpira, bo mogel biti zaradi tega na nek način kaznovan, slej ko prej. To smo definirali, je izdaja. Izdaja ljudi, ki smo delovali dobro in v dobrobit. Naj vam rečem, da se ves čas učim, zapekel sem v življenju kar nekaj kruha, kup stvari sem spoznal in tako, vedno sem žiletko zarezal kruh na vrh, no danes sem pa prvič ugotovil, nož je bil ki je zarezati kruha, veš, ki ima žagico,
in sem z unim potegnil namest žiletko, sem rekel, ajde, da vidimo, kaj bo. In se je naredila zareza lepša kot z žiletko, tako da od zdaj naprej žiletke ne uporabljam več, nego nazobčan nož. Super ga je odprl, namreč pripravljam kruhe za piknik, pa jih bom kar malo v skrinjo dal. In današnji dela vrhunsko. Dobro, tlele en tekstič vam bom še podaril, ki je strani naših galaktikov, ki nam sporočajo, da Zemlja trepeta od pričakovanja, ko se odvija galaktični pojav izjemnih razsežnosti. V osupljivem razkritju je bilo razkrito, da se Galaktična federacija, veličastno zavezništvo naprednih civilizacij iz celega vesolja, spušča na naš nemirni planet. To morate razumeti tudi prispodobo, da ne bo pomote. Z božanskim namenom v svojih srcih galaktiki prinašajo skupine sijoče svetlobe, da bi začeli veliko prizadevanje za zdravljenje Zemlje v velikanskem obsegu. In ja, dragi moji, to sporočilo je namenjeno posebej vam, ko stojite in ki stojite na pragu izjemne preobrazbe. Kaj prinašajo sijočo svetlobo, a ne? In v srcih prinašajo to svetlobo. Torej, oni v nas podžigajo in usplamtevajo svetlobo v naših srcih. Srca delujejo na princip čutiti, ne videti. In marsikdo izmed vas je že prišel do točke, da čuti, kako oddaja in čuti, kako prejema in čuti vibracije ljudi, čuti skozi tekste, čuti skozi besede, kaj nam nekdo na energetskem nivoju sporoča. In tako kot so mene uspodbujali in me uspodbujajo takšni in tem podobni teksti, sporočila, dojetja in razumevanja, je smiselno, da uspodbujam tudi jaz vas naprej na tak način, kot vem in znam, kot je po mojem mnenju najbolj prav. In smiselno je, da je vsaka moja beseda izključno iztočnica, ne trditev, ampak da iz tega vi sami znate pokontemplirati naprej, pa poiskati vam primerne odgovore na vprašanja, na katera je smiselno, da si jih konstantno postavljamo. To imam v enem izmed slajdov, ki se bo pripeljal pred nas. Začeli bomo pa na začetku, ne? Prej sem nekaj gledal. In to zgleda takole. When I am silent, kadar sem tiho in sem v tišini, padem v nek prostor, kjer je vse nujno potrebno, pravijo Rumi. To je tista kategorija, kjer smo rekli nothing else matters, ništa drugo ni potrebno, kadar prideš v to področje, ki je samo tvoje. Odzadaj sem vam dal glasbo, pa ko sem jo iskal, sem se rekel, Matej, koliko je zdaj tega materiala na voljo, ko si se ti ukvarjal s temi stvarmi 30 ali pa 25 do 35 let nazaj. Taka glasba je bila precej težko dosegljiva, na nekih spraskanih CD-jih smo to presnemavali in lovili, v bistvu glasba za meditacijo. Ampak, a veš, meni je peka kruha meditacija in taka glasba zraven odgovarja. Boljš kot imate težave s prostato, se posvetujte zdravnikom in farmacevtom. Meni to enostavno ne gre, ta džumbus, ta cirkus jaz ne morem več kupiti, organsko ga ne morem več, ne gre mi več niti skozi ušesa. Ne morem. Zavračam vse, kar ne vibrira z mano. Ne? Upam, da se poslužujete tudi vi te tehnike. Glavni razlog za stres pa je seveda vsakodnevni kontakt z idioti. Ja, dokler človek ne skalibrira, kaj mer je in kaj je antistresno stanje uma, ne? Dokler človek tega ne začuti, ne more sploh vedeti, kaj išče. In tudi med idioti se da vzdrževati mer in tam se stres ne pojavlja več. In stres je pravzaprav vzrok za vsako bolezen. Stres je disharmonično stanje, naše nenaravno stanje, nam ucepljeno stanje strani narcističnega in nacističnega
sistema in nacizem nikoli ni crknil. In to, da veste, kaj ta kompletna scena je v bistvu kopija tega, kaj je bil nacizem. Ne, to mi zdaj živimo pravzaprav. In ta naslednji slajd pravi, da paraziti so povezani z vsako in vsakim simptomom in vsako boleznijo, ki si jo lahko zamišljate. Pa če gremo un slajd nazaj, stres bom še takole, glavni razlog za stres je vsakodnevni kontakt z idioti, pa bomo to besedo idioti zamenjali s paraziti. To so energetske pijavke, parazitsko delovanje in stres je vzrok bolezni in tudi v nas so vnešeni paraziti na tisoč in en način. Mi vsi smo, bom rekel, filani s paraziti in bi se mogli več učiti v smislu parazitologija kot pa veda virologija, ker virus baje ne more nikoli biti to, kar so nam razlagali. Mislim, dajmo logično pomisliti, če bi cepivo proti gripi delovalo, potem bi jo že izkoreninili, ne? Pa jo nismo, ker se jo ne da, ker gre za čiščenje telesa in to je ena največjih prevar medicine, da je ljudi prepričala, da je čiščenje in izločki ob čiščenju, da so to simptomi bolezni, ki jih je treba tretirati, pravzaprav sem rekel tretirati, zdraviti s dodatnim vnosom strupov in kemikalij in vsega, kar je nam škodljivega. Skratka, paraziti, zavedajte se, da smo polni parazitov in čedalje več je mikroskopskih posnetkov hrane, ki nam jo probajo uriniti, od raznih, predvsem mesni izdelki so prav glavno leglo, naslednje je pa sveža zelenjava in sadje iz korporativnih logov, ne? Torej sadje in zelenjava, ja, vendar kakor se le da naravna. Pa še enkrat, naše telo je čarobni in magični ustroj, ki zna tudi s paraziti, vendar vse do svojih meja, ne? Ljudje pokažejo svoj pravi obraz šele takrat, ko ne dobijo vašega tistega, kar mislijo, da jim od nas pripada. Pa smo mi še zmeri pri parazitih, ne? Ti v bistvu ljudje se obnašajo, kot da so krasni, torej gremo na začetek, kako narcis misli, da je človek, pa ni, ker je parazit in on ti pokaže, da je parazit šele takrat, ko mu rečeš, ne bo šlo, ne dam ti, ne boš moje energije. Ste pripravljeni? Zato, ker svet vas potrebuje. Čas je tukaj in zdaj. Jaz se z Mikeom Filcem strinjam. Svet nas potrebuje. Vsakega izmed vas. Kolikrat sem že to rekel? Večkrat. Na kakšen način? Tako, da daš od sebe tisto, kar delaš rad. Če delaš z ljubeznijo, ne more biti narobe in izražanje ljubezni je tisto, kar se rabi. Če smo prej rekli, galaktiki nam prinašajo svetlobo v srca, naša srca morajo zagoreti in biti srečna in vesela, pomerjena in žareti. Vsak vseb mora to iskro pritegniti, iz iskre narediti plamen, da jim pokažemo, kaj je, ker nam so to svetlobo hiteli tlačiti dol, dim, the light se temu reče, a veš, v spalnici mičkam zatemniš svetlobo, no tako so oni z našo svetlobo delali, žarimo kanorci, oni so pa ves čas to lepo nižali, tako da svet vas potrebuje in a ste pripravljeni ali ne, nima veze, delajte tako, kot je moralno, etično prav, pa tiskaj delate radi in to je najbolj prav. Poslušaj, I wish I could tell you, poslušaj, jaz bi ti rad rekel, da gre na boljše, ampak ne gre na boljše. Vse, kar je to, da ti postajaš boljši in boljša. Pravzaprav, če pogledamo ven, oni še vedno strahujejo, še vedno probajo svojo agendo tiščati, ampak ker smo boljši, ne padamo več na trike, na katere smo padali pred časom, ne? Ima jedna bitka, koju se svakog dana trudim dobiti. Torej, vsak dan obstaja bitka, ki bi jo rad zmagal in ta bitka je bitka za pozitivne misli. Kadar dobim to bitko, dobil sem vse. Smo se tudi o tem že pogovarjali. Ko prileti negativna misel, vršte jo čez ramo, nemudoma, čim prej.
Ko imate občutek, da ste na nekoga jezni, razpizdite se do konca, nemudoma, oziroma takrat, ko osebe ni zraven, da se izognete konfliktu, ampak jeza le naj gre ven, nikar te pa tega nositi s sabo. Okay? Lahko se spomnite, ampak jeze nimate več priklopljene na ta spomin, kako je nekdo bedak. Ne? True love isn't for cowards, se pravi, prava ljubezen ni za bedake, je narejena skozi bojevnike in preporod samega sebe. A veste, nam so rekli ljubezen do nekoga, do partnerja, do otrok, do narave in tako. Jaz sem rekel, ljubiti sebe je številka 1 in preporod samega sebe je tisto, kar v bistvu spotencira, da se v nas usplamti ljubezen. To je bistveno več, kot smo bili kadarkoli naučeni. O ljubezni se ne da govoriti na tak način, kot so nam tupili. Ljubezen je nekaj neopisljivega, nekaj, kar se ne da niti opisati, ko te enkrat prežame. Lahko se samo za glavo primeš in rečeš, what? Kaj? A tako? Hudo. Tako da, ja, gre za, ni za bedake, no? ni za plitke ljudi. Prava ljubezen je zgrajena skozi bojevnika in preporod samega sebe. Torej, preporod pomeni, da mora nekaj umreti, pa nekaj novega se roditi. No ja, umreti mora ego in usplamteti mora duša. Zaživeti pravzaprav. Vse ona je vaš čas. Že sam je bila potlačena. In to je zdaj, bom rekel, zadnje čase ena izmed stvari, ki mene precej srečuje. I don't trust words. Ne zaupam besedam, zaupam vibraciji. Ljudje lahko govorijo kar čijo, ampak vibracija pove vse. Meni se to dogaja zadnje 3 tedne, recimo, skozi tekste in skozi besede. Se pravi, na dotik in na daljavo. Ne? Mislim, dotik, na stik osebni. Ja, evo, takole narcist kolesari si vtagne palco med šprikle in pol vsem kriči kot največje žrtve, le, kaj so mi naredili, ne. Pač to je delovanje narcisa v 3 slikicah in tako tudi je. Ne. Jaki ljudje ne napadajo nikoli, torej močni ljudje nikoli ne napadajo. To smo tudi že v štartu videa sem omenil. Močni ljudje vemo, da smo močni. Slabiči so tisti, ki napadajo. Oni rabijo glupo opravdanje, torej glupo opravičevanje za svojo nemoč. Ne? To je rekel Milan Lane Gutovič. Prav je imel. Močni ne delamo škode naokrog in se ne kažemo v svoje moči. Growing up is realizing how many things doesn't deserve your energy. Naša duhovna osebna notranja rast je spoznanje, kako mnogo stvari si ne zasluži naše energije več. Okay? In to je iz večjih strani povedano, dokazano in tako. In ta dva se vneto smeta, idiota, debila, slabiča, in ljudje mislijo, da mi delamo boljš zaradi tega, ker smo lepše oblečeni. Točno tako, oni so rekli, obleka naredi človeka, ampak on ni človek, ne glede na obleko. Ok, največji kriminalci so pravzaprav kravatari, ne tisti, ki so tetovirani. The best thing about the worst time, torej najboljše stvari iz težkih časov so da dobimo sposobnost videti prave barve vseh ljudi. Torej, v težkih časih naših življenj dobimo sposobnost videti prave barve ljudi. Zdaj pa je treba se samo še zase postaviti in je stvar rešena. If you cannot think for yourself, you are not intelligence, period. Če nisi sposoben razmišljati svojo glavo, pol nisi inteligenten, pika. Ne spraševati se in informiran biti, ne spraševati se o informacijah in biti napolnjen skozi šolanje, skozi to, kar nam
vlade in mediji tumbajo in enostavno ubogati stvari, because you have blind faith, jih ubogati zato, ker imajo slepo vero v te osebke. To ni inteligenca, ampak ubogljivost. Torej, eno je inteligenca, eno je pa ubogljivost. Ubogljivost samo zato, da bo mir, bom to naredil, a ne? Ubogljivost, zaupam znanosti, da bo mir in jaz bom dober član družbe in to je to. To ni inteligenca, ampak ubogljivost. Slepa ubogljivost. Kako smo že rekli par dni nazaj, slepe ovce, ne? So to. Ja, in to je še nekdo napisal, sem vzel s njegovo ime stran. Ne zanima me primer Roberta Erjavca, zelo pa me zanima korelacija med COVID-19 precepljenostjo in umrljivostjo, presežno umrljivostjo, tudi samo hospitalizacijo. Bele halje, novinarji in politiki pa so grdo tiho. Če bi bili podatki za COVID agendo ugodni, bi žareli na jumbo plakatih. In ja, tudi s tem se strinjam, tišina bo tudi pokazala, kdo je izdajalec. Dragi moji, to sem vam pripravil za danes. Zaključek bom naredil zelo kratek, ker že diši po kruhu, že v fazi, da bi lahko bilo preveč. Želim vam prečudovit dan, da ste močni, inteligentni, da si postavljate vprašanja, da se zavedate svoje prisotnosti in moči ter pomembnosti, zakaj smo tukaj se znašli, in da v sebi prižigate plamen ljubezni iz dneva v dan vse bolj in bolj. Da se to malo bolj usplamtim in naredimo kakšen piknik in dobrodošel tisti, da se še ni čisto odločil. Ajde, držite se. Čau, čau.